Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. V tokrat epizodi je moj gost Aljaž Peklaj, marketinški strateg, predavatelj in podjetnik. Je soustanovitelj podjetij Bolt Group in Grow, ki pomagata podjetjem pri rasti in digitalnem preboju. Zato, če vas zanima ta svet, vas vabim, da nama prisluhnete. Aljaž, lepo pozdravljen v Alumni Connect podcastu. Živijo. Zdaj, glede na to, da si tukaj kar nekaj TikTok epizod naprej ste posneli, ti verjamem, da tale rdeči strov oziroma tale studio ni tuj. Ne, se kar domače počutim. Zdaj pa mogoče, kako je bila pot do ekonomske fakultete? Zelo hitro v bistvu. Pa še po dolgem času malo sončka. Ja. Letos je sicer kar v gužvi začelo, no? Iskreno. Nismo navajeni takih let. Ponavadi januar, februar bolj tako stagnira, letos se je kar obetavno začel, tako da evo. Optimističen Lepo začetek vreme, leta. lepi trendi, očitno. Zdaj pa, ker so tukaj na ekonomski fakulteti, ne? Tukaj si študiral in dodiplomski in podiplomski študij. Ki ga nisem končal podiplomskega. Dobro, saj nima tako vez dodiplomskega pa si, ne? Tako da zdajva se preslikati v srednješolska leta. Zakaj v bistvu si se odločil, da boš študiral na ekonomski fakulteti? Kakšna je bila neka tvoja vizija, da si se odločil, da bi recimo te zanimala ekonomija, mogoče marketing, poslovne vede, kakorkoli? V bistvu jaz sem na začetku hotel biti veterinar, še kar nekaj časa nazaj. Sicer na srednjo šolo sem hodil ekonomsko tudi, gimnazija Prešernova. In sem takrat malo kolebo, zdaj neka osnovna ekonomska znanja dobiš, ali zdaj nadaljevati v tej smeri, ki me je pa tudi zelo zanimala, ali res v bom rekel, kamor te kliče, kamor si kao poklican. Na koncu sem se vseeno odločil za ekonomijo, ker se mi zdel vseeno dosti širok poklic oziroma posel, da se lahko tudi v času študija usmerim v tisto smer, ki mi res najbolj, bom rekel, leži. Sem se pa takrat že malo z marketingom ukvarjal, učil spletne strani delati podobne stvari. In se mi je zdela to potem logična odločitev, ker sem tudi opisal potem smer marketing na ekonomski, da grem v to. Dosti kmalu sem v bistvu že vedel, kaj želim početi. Če ne bom veterinar, bom pač v marketingu, to je bilo dorečeno. Tako da, evo, zdaj sem koliko časa, že 13 let v bistvu v marketingu, evo. Že kar lepa doba. Zdaj pa mogoče mi povej ta vzporednica, z ene strani razmišljam, da bi bil veterinar in po eni strani pa gradim spletne strani in pa delam marketing. Kako gre to skupaj, iz kje je v bistvu prišla ta želja oziroma kje si imel to idejo, da bi bil veterinar in pa da si v bistvu obenem začel pa že delati recimo nek tak začetni marketing? V bistvu mogoče ta ljubezen do živali že od otroštva, hkrati pa podjetniška žilica tudi že od malega nekako sem hotel nekaj svojega ustvariti. Tako da ne glede na to, v katero smer bi se jaz usmeril, na faksu, po faksu, kakorkoli, sem siguren, da bi nekako stopil ali pa se vrnil v podjetništvo, no, tako da, evo me. Zanimiva kombinacija, ne res čisto neka naravoslovna oziroma medicinska oziroma živalska vede oziroma študij in pa potem na drugi strani čisto neki soft skills, marketing. Daj mi povej v bistvu, potem ko si prišel sem na študija, ne, kako ti je bilo? Kako si začutil ta utrip ekonomske fakultete, mogoče sošolci, sam študij, mogoče kakšna izmenjava in pa potem, bom tudi nekaj rekla, verjetno ob delu, če si kaj delal ob študiju. V bistvu meni je bil študij tukaj super. Srednješolska leta iskreno niso bila glih moja najboljša. Na faksu se mi pa zdi, da sem se res našel. Tudi večina mojih kontaktov, ki jih imam zdaj, jih imam še s faksa oziroma tudi prijateljskih krogov. Recimo čisto iz mojega razreda, z enimi 5 sem res v tesnih stikih še vedno. Tudi delamo v zelo podobni branži oziroma podjetjih, tako da smo že iz tega vidika stalno v kontaktu. Super mi je bilo v bistvu, mogoče malo več sem praktičnega dela pogrešal, mi je bilo pa super podjetništvo, gosti iz prakse, svoj projekt, ki si delal. Take stvari, se pravi, če si imel malo želje, če si bil malo samoiniciativen, si hitro našel pot do nekega novega znanja, do ljudi konec koncev, ki so bili tudi profesorji, gostujoči predavatelji zelo odprti.
Edino, kar mi je žal, je to, da nisem šel na izmenjavo. Zakaj? Edino to. Ne vem, mogoče bi si tam malo razširil še pogled, pa ne mislim toliko mindseta, jaz sem imel mindset vedno zelo odprt, vedno zelo širokomiselen. Mogoče malo kakšno mrežo si začeti delati v tujini, videti, kako je tam študij, podjetništvo, marketing in tako, no. Kaj pa je bil razlog v bistvu, da nisi prišel na izmenjavo? Iskreno ne vem. Ne veš. Ne. A pa ni bila ta neka skupina prijateljev, recimo, pa tukaj smo glede na ekonomska fakulteta je zelo odprta, zelo spodbuja izmenjave, ima tudi mislim, da največ, kar se tiče možnih izmenjav članic Univerze v Ljubljani, da te ni noben tako prepričal, bi rekel, zdaj gremo pa naslednji semester v Španijo, recimo. Ne, žal mi je, da ne. Ampak jaz sem drugače po naravi introvert. In v teh letih takrat res še nisem imel toliko razvitih soft skillsov. Danes, ko me nekdo pogleda, mi ne verjame, da sem introvert, ampak ker imam naučene te neke soft skillse, tako kot si na začetku rekel. Komunikacija, vsak sestanek praktično lahko odvodim, brez da bi se pripravil. Je pa res, da sem mogel do tega priti. Tako da mogoče je tudi ta odločitev, mislim, pač ta moja narava takrat botrovala k temu, da No, pa je ful zanimivo, ker recimo moja prejšnja gosta je bila Manca Korelc in isto je rekla, da je po naravi introvertka, pa zdaj, kakor sem gledal njo, pa gledam tebe, jaz ne bi nikoli rekel, ne. V bistvu ste res tako dobro to se naučili oziroma vzeli v to, da vam je to zdaj naravno in isto imela problem, ampak ti si sen se pa pomrežil z ljudmi že v času študija, navezal kontakte, kar se mi zdi ključno, večinoma gosti tukaj poudarjajo, da je ena tak ključen aspekt, recimo, se pravi, poleg znanja, da se mrežimo, bi tukaj še kaj dodal, recimo, zakaj je to tako pomembno? Ne, sigurno to, ker ko prijaš enkrat v posel ali pa začneš svoje podjetje, tako kot smo ga mi, najprej pogledaš, kdo je v tvoji mreži. Se pravi, koga od kontaktov, ki je na neki poziciji, lahko kontaktiraš, da boš dobil svoj prvi posel, svojih prvih nekaj poslov. In je vedno dobro, da začneš to mrežo graditi že praktično čim prej, ali v srednji šoli težko, na faksu je pa že, ko se nekam usmeriš, si malo bolj dovzeten, malo bolj že razvit tudi emocionalno in tako. In se mi zdi pravilno, no, da čim prej začnemo to svojo mrežo delati. Ne z vidika, da jo začneš graditi zato, ker rabiš od njih korist, ker bi želel nekaj od njih, ampak predvsem, ker ti bo enkrat prišla prav. Tudi konec koncev, jaz sem se vedno obkrožil, vedno sem imel zelo starejšo družbo, starejše prijatelje in vedno sem se s takimi obkrožil, od katerih lahko se nekaj novega naučim, ki so bolj uspešni od mene, in se mi zdi tudi, da je to meni pomagalo, da sem prišel do te točke, pa daleč od tega, da sem, bi rekel, uspešen ali da res zelo uspešen, imam še prostora, ampak do te točke, ki sem zdaj, recimo. Predvsem, ker sem se s takimi obkrožil ljudmi, ki so uspešnejši od mene, se lahko nekaj naučim, tudi sem zelo hvaležen, da so me konec koncev svoje vrste sprejeli, ker jaz v tistem momentu nisem mogel njim še nič ponuditi, ne. V bistvu so verjetno tudi bili oni, saj ponavadi se ljudje, ki so nekako isto misleči oziroma imajo podoben krog, neko širino, razumejo, da so tudi oni bili na tej točki, in jim je, da potem se lahko nekoga zgradijo. Zdaj pa, ko si rekel, te soft skills oziroma mehke veščine, ti ni bilo to naravno, zdaj ti nekako priraslo oziroma ti je naravno, recimo, ne. Kdaj pa si se tega začel zavedati in pa kako si začel graditi to, da si ratal v boljši komunikaciji, da te ni bilo strah iti na event pa se pogovarjati z neznanci? Tako, to me zanima. Si to se zavedal že v času študija? Ne. To je zelo naravno prišlo. Prišlo je po tem, ko smo v bistvu podjetje odprli, se pravi prvo agencijo. Tudi takrat ne bi rekel, da sem se zavedal nekako, sem se bolj odmikal od tega, da sem nekaj v ospredju, ker pač imel sem ogromno strokovnega znanja, nisem bil pa dober s temi soft skillsi, s komunikacijo in podobno. Pa se je pa zgodilo v bistvu preboj, ko smo na eni konferenci marketinški bi mogli predavati in seveda od mojih partnerjev noben ni želel in so rekli, da Aljaž boš ti predaval. Jaz sem rekel, okej, bom probal.
To je bila slovenska marketinška konferenca, takrat mislim, da je bilo 600 ljudi. Jaz ne vem, če sem pred 5, pred več kot 5 ljudmi predaval. Tako da je bil kar en velik korak izven neke cone obdobja. Ampak takrat sem pa dobil nek občutek, ali ne vem, najdu purpose v življenju. Kaj v bistvu jaz tudi rad delam oziroma bi rad delal. Ker konec koncev predavam dobro, ker sem tudi tukaj prej kot zunanji predavatelj na nekih projektih, to mi gre. Vseeno so bili pa tam ljudje, ki so imeli bistveno več izkušenj kot jaz, in pa imaš v tistem momentu nek imposter sindrom, ki imaš občutek v bistvu, da si čist zlagan, da si fake, ampak tudi čez to greš. Jaz ga imam še vedno včasih, sploh ko na LinkedInu kakšen post objavim, še vedno dostikrat tak občutek dobim, ampak to mine pol. Tako da se mi zdi, to pride naravno. Seveda moraš potem tudi z vajo pridobivaš to. Tudi jaz prvega sestanka tudi slučajno nisem znal voditi, danes se pravim, je brez priprave praktično. Ampak ker sem že toliko, bom rekel, navajen tega delati, nekaj znanja sem že dobil, konec koncev tudi malo energijo znaš prebrati v prostoru ljudi, in se potem prilagodiš na to njihovo energijo. No. Tako da... Ta točka, ki si rekel, nisi nastopil pred 5, pol si pa rekel, zdaj bom pa jaz pred 600 množično publiko naredil pa predavanje. Kaj je v bistvu bil tisti preklop oziroma zakaj si se tako odločil, kaj si v bistvu razmišljal, da si rekel, zdaj pa bom jaz to kar probal, ker mislim, jaz pa ne, da zdaj ogromno javno nastopam, sem pa že imel nekih takih javnih nastopov pred večjih publik in ni lahko. V bistvu, sploh pa če bi prvič recimo to delo, da nisi prej nič, ne, a pa da si še zelo ekstremno introvertirana oseba. Zanima me, kaj je bilo v bistvu razlog. Razlog, da ne bo pomote, jaz imam še vedno tremo vsakič, ko grem kamorkoli predavati, kar je normalno. Kaj je bil razlog? Na začetku sem že rekel, jaz sem vedno imel mindset, ki se ni omejeval na neke družbene norme, kaj lahko, kaj ne moreš. In enostavno, kolikor je težko oziroma naporno stopiti iz nekega cona obdobja, vseeno to zelo rad delam. Se pravi, sam sebe testiram, kje je limit oziroma kaj lahko še naredim. Tako da čisto nekaj novega probati, videti, a sem zmožen to ali ne, in pol videti. Sam ni bil tukaj recimo strah napake oziroma tega faila, a ne, zdaj jaz moram narediti predavanje pred res veliko publiko. Ja. Kakšen je ta fail, ki se lahko zgodi in pa ta v bistvu risk-reward ratio recimo tukaj? Jaz mislim, da fail ne obstaja zares, no. Fail, tudi če ti... Nekaj moramo vedeti je, da to, kar imam jaz napisan, ko delam vsako prezentacijo za vsako predavanje in si spišem nek okvirni tekst, nikoli več se ne učim na pamet, ravno zato, ker potem se večkrat zgodi, da kaj pozabiš in potem se čisto zmedeš. To vem sam jaz, to te, ki me tam poslušajo, ne vejo. Se pravi, tudi če jaz pozabim nekaj povedati ali pa na drugačen način povem, bom to vedel sam jaz, ne publika. Se pravi, to je prva stvar, ki jo moraš vzeti v zakup, ko predavaš, se pravi, pa praktično ni faila. Vedno se ti lahko zgodi, da gre kaj narobe ali s tehniko, ali ali ti res besed zmanjka. Ali včasih jaz, ko sem na Hrvaškem ali pa v Srbiji predaval, ker sem mogel v srbščini ali pa hrvaščini. Pa mogoče še nisem bil toliko suveren. In potem imaš tam tremo, a boš res v tem jeziku speljal, ker v slovenščini ti je vseeno lažje, ne, ker vsak dan govoriš. Pol narediš en tak, jaz sem vedno uvod naredil, da nisem od tukaj, da bom bolj v partizanščini govoril podobno in pol malo sprostiš tudi publiko pa sebe hkrati, ki jih narediš nek icebreaker, no. Tako da je pa še vedno trema prisotna, čisto vsakič praktično. Vse to je prav, v bistvu, ker imaš to nekako pol eno, dajmo reči, spoštovanje, da v bistvu izpeleš pol predavanje v kakorkoli na en dober nivo. Bi pa rekel, no, pač ni nikoli, se mi zdi, faila, je samo neka lekcija. Vedno se lahko tudi iz failov nekaj naučiš. No, ampak verjetno je pa potem tudi
če bi se zdaj gledal nazaj, ali pa če zavrtiš film nazaj, tisto prvo predavanje, bi si rekel, kako je to izgledalo. To se vsako leto v bistvu, ker imamo s partnerji, gremo enkrat na leto na obletnico za 2-3 dni na neko druženje, naredimo malo refleksije za nazaj, kaj imamo plan naslednje leto in vedno se spomnim tega v bistvu prvega sestanka, ki smo ga imeli skupaj, kakšen fail je bil, pa kako danes to zdaj izgleda, ne? Ker včasih si niti nisem predstavljal, da jaz sem tudi najmlajši partner, najstarejši je od mene, starejši 13 let, še malo več, tako da je kar ta age gap in si nisem predstavljal, da bi jaz sam enkrat odvodil en sestanek. Zdaj smo v bistvu v letih in s takimi izkušnjami, ko vsak praktično čisto avtonomen in pelje neko svojo zgodbo znotraj naše strukture. V bistvu takrat je tak hud korak izven cone obdobja, zdaj se za nazaj pogledamo, se pa smejemo. Ja. Vse zmeri tako. Vse zmeri tako, ja. Zdaj pa mogoče, če bi tukaj črto potegnala, da strah bo vedno prisotna, ne glede, kaj bomo delali, bo to predstavitev, predavanje za večjo, manjšo publiko. Bi rekel, da je najbolj pomembno to, da v bistvu ne razmišljaš, da je to fail, ampak sam sebi daš izziv in v bistvu vidiš, da si mogoče tega zmožen, ali pa probaš, pa vidiš, da ni to tvoja pot, ker na koncu boš v bistvu lahko se sam sebi smejal, da si ali dobro naredil, ali pa slabo. Ja, mislim, poznam par podjetnikov, pa sploh najuspešnejši, probajo, vsi se bojimo, kaj pa če mi ne uspe, kaj pa če mi ne rata, kaj če gre to narobe, tisto narobe, ker smo že po naravi tako nastavljeni, da vidimo prej slabše outcome kot pa boljše. Običajno pa kakšni serijski podjetniki, pa res uspešni, probajo z vsako idejo čim prej failati, se pravi, čim prej priti do točke, do nekega feedbacka iz trga, da vidijo, kaj gre lahko narobe, oziroma kaj gre narobe, kaj ne gre narobe, kje se lahko izboljšajo, a ima ta ideja sploh potencial ali ne. Poznam par ljudi, ki so kakšen svoj produkt delali, leto, 2 porabili, da so spilali produkt, šli na trg, ugotovili, da trg tega sploh ne rabi. Se pravi, boljšit čim prej na trg, failati ali pa pivotirati čisto v drugo smer, se preusmeriti na drug produkt, kot 2 leti pustiti, da razvijaš nek produkt, iti na trg in ki ne bo uspel potem, vidiš, da trg te potrebe v bistvu nima, tako da, ker potem imaš še 2 leti časa, da še par drugih produktov. Res je. Pa sej načeloma to, kar dosti tukaj na ekonomski pri teh predmetih se poudarja, da je treba testirati, da te prejmo čim prej probati, da ni tisti logotip oziroma tista vizitka, pa tisti koncept, ko ga imamo, treba biti v nulo, ampak ko pa prijemo do podjetništva, pa vedno mora biti perfekt, bomo še malo počakali. Zdaj pa mogoče, preden prijava pol do marketinga, pa do podjetništva, tvoja prva zaposlitev po študiju? Prva zaposlitev po študiju je bila v bistvu potovalna agencija, znotraj katere sem delal na delu, na oddelku, kjer smo organizirali festivale glasbene. Jaz sem imel že prej neko to ozadje, tako da mi je bila ta zgodba poznana, tudi industrija sama. Takrat sem bil vodja projektov, ker sicer meni iskreno ni pisano na kožo, ker sem zelo imam svoj sistem, ampak ni ta sistem tako dober, da bi potem še druge vodil v to smer, tako da tudi znotraj naših podjetij tega ne delam. Sem se pa ogromno tam naučil, nasploh, kako to funkcionira, prve koncerte tam organiziral, oziroma ne lažem, to je bilo še na faksu, ampak te so bili res na take velikosti, da ko sem prebral Ultra Europe, to kar povej, da malo več povej o tem, kako je. V bistvu smo mi imeli licenco, soorganizator smo bili, skupaj še z enim podjetjem, in licenco smo imeli za turistične aranžmaje. Jaz sem prevzemal v bistvu del bolj te organizacije, enako tudi festivali na Zrčah, recimo, ki jih vsi poznamo. Tam smo delali tudi samostojne festivale, od same zasnove, se pravi blagovna znamka, marketing, finančni del, iskanje izvajalcev,
potem karte, se pravi, da ti sam poslovni model naštimaš, cene in tako naprej. Kako od ljudi, ki so dol na mestu, se pravi, ta povprečen nakup zvečati, praktično vse, od ideje do končnega poročila. No. Tako da tle sem dobil res dober vpogled in osnovo tudi za marketinško agencijo od nule do lansiranja neke kampanje. To, da si v bistvu res poznal celotno širino, ki ti je v bistvu koristila zdaj. V sistemu, ki že deluje praktično. Ne. V bistvu, zdaj prej na začetku si rekel, da si bil na podiplomskem študiju, pa ga nisi zaključil. Kaj pa je bil pa razlog, da si šel na podiplomski študij in pa zakaj ga pa nisi zaključil? Razlog je bila ta služba, da ga nisem zaključil. Takrat iskreno sem se vpisal, mislim, da prav turizem, management v turizmu. Nisem se videl toliko v turizmu več, čeprav me je na začetku zelo zanimalo. Pa čim prej sem hotel siti v nek poslovni svet. Jaz sem že med študijem izkušnjo naberal praktično od prvega letnika in me je toliko to vleklo, da nisem videl, govorim za sebe, ne zdaj, da ne bo kdo mislil, dodane vrednosti, da zraven tega še študiram. Rekel sem si, ok, se bom vrnil potem, kasneje naredil mogoče kakšno specializacijo, MBA, nekaj podobnega. To se še ni zgodilo. No. Še je čas. Ampak ja, mogoče kasneje. Zdaj, ko si rekel, da si že delal med študijama, to sem tudi prej na začetku mislil te vprašati, a si delal študentska dela ali po študiju delo, ki je bilo recimo nekako vezano na tvojo smer, na tvoje zanimanje, ali so bila to čisto neka priložnostna dela? Ne, to je bilo prav zelo usmerjeno. Probal sem, seveda sem klasično, pred faksom delal strežba in podobna klasična dela, ki jih vsi študenti upravljajo. Potem sem pa hotel, da se v času študija čim prej usmerim v to, kar dejansko študiram oziroma želim delati. Tako da tudi, če nisem našel neke službe oziroma študentskega dela na študentskem servisu, sem pol si naredil prav, v bistvu sem praktično vse take službe dobil na tak način. Naredil listo podjetij, kjer želim delati, kaj bi tam delal. Potem sem kar pisal, ali so bili to direktorji, ali so bili neke vodje oddelkov. Nekdo, ki sem vedel, da je tam oseba zadolžena za to. In sem vedno dobil razgovor. Pol, ko sem prišel do razgovora, sem bil že 50%, da sem noter. Pol je bilo samo še odvisen, ampak se pravim, to je bilo še moje obdobje globoke introvertiranosti. Ja, ampak mislim, že ta korak, da v bistvu ti izbereš listo, napišeš en mail, verjetno je bil mail, ne? Ja. Prek LinkedIna še ni bilo verjetno teh DM-ov takrat. Takrat še nisem videl tako. Tako, no, v bistvu, že ta korak, v bistvu, da si naredil eno filtracijo, da si pogledal, da si sestavil, kaj pa je v bistvu mogoče zdaj, če nekdo dela podobno, ali pa je dobil zdaj idejo iz te strani, ko si to povedal, na kak način pa si sestavil mail, kaj recimo si nekako predstavil sebi, na to, da si bil zdaj še študent brez izkušenj, pa si poslal mail nekemu direktorju, recimo ene marketinške agencije. Kaj si mu rekel, zakaj bi imel tebe zdaj? Prvi mail je bil tako spisan, da me je bilo sram, iskreno. Kaj da bi nekomu pisal, če greva na kavo, ki ga sploh ne poznam. Čeprav ni bilo tako mišljen. Na koncu sem dobil razgovor in še službo, tako da očitno nekaj sem prav naredil. Ja, dosti dobimo tudi mi povpraševanja strani študentov, ki nimajo izkušenj. Jih ogromno tudi na prakso vzamemo. Nam je praktično pomemben samo, da ima neko željo po učenju, ker praktično vse se da danes naučiti. Nekaj osnove moraš, pažam pri ljudeh, recimo, kakšni res ne znajo strukturirati maila, način nagovora, ok, se tudi da naučiti, ampak neke osnove so, ki jih pričakuješ. Praktično pa kar danes iščemo tudi, pa mislim, da se ni to dosti spremenilo od takrat, ko sem jaz iskal, je samo neka zagnanost, samoiniciativnost, da vidiš, da ima oseba na drugi strani neko željo se res naučiti, ker to jim mi lahko damo. In se pol tudi dostikrat zgodi, da take ljudi potem iz prakse zaposlimo, tako da... Kaj pa zdaj, ne? To bo 10 ali pa 15 let nazaj, recimo?
Ni bilo še 15. Ni bilo še, pardon. Ampak blizu, ja. Blizu. No, smo pa ChatGPT, ne. No, na ChatGPT sestavi en super mail, Ja. se predstavimo, da smo, kaj pa vem, ne. Ampak v bistvu pol to ni res. Zdaj me zanima, koliko moramo biti iskreni v nekem takem mailu, pa koliko mogoče olepšati stvari, da nismo zdaj, da vabimo direktorja na kavo, ne. Jaz mislim iskreno, da ta generacija, ki je zdaj na trgu oziroma prihaja na trg, je tudi rasla gor s tem orodjem, s temi orodji. Jim je to v krvi, tako kot je bil takrat nam Facebook recimo, oziroma ves digital, in so ga že vzeli za svoje, tako da jaz mislim, da ni nič narobe, če ga uporabljamo oziroma jih uporabljamo za neke ideje, za neke strukture pisati. Tudi mi to uporabljamo na dnevni bazi praktično in za maile in za objave, za vse. Je pa res, da to je nek koncept in je vedno pol dobro dati, personalizirati oziroma svoj, bom rekel, ton komunikacije, ki jo imamo, da dati, spisati neke svoje izkušnje, da ni lih tisto suhoparno, ki izgleda tako kot 20 ostalih prošenj, ki jih oni dobijo, no. Tako da ni pa strahotno, v bistvu lahko poveš, da deluje to, da v bistvu si narediš eno filtracijo, Seveda, ja. pošleš in je po mojem celo boljše, pa da čakaš na neke e-servise. Pa. Ja. Zdaj pa govoriva, ne, dostikrat marketing, zdaj tvoja podjetniška pot, si soustanovitelj Bolt Grupa, marketinška agencija in pa zdaj podjetja Grow. Pa bi najprej začel rad pri Bolt Grupu, se pravi, kako je prišel do tega, to je bilo verjetno pol po tem, ko si festivale organiziral, oziroma verjetno naslednja stopnička je bil pol za ta marketinška agencija. V bistvu 3 od 4 trenutnih partnerjev, s katerimi smo še vedno skupaj, sem jaz poznal na tej potovalni agenciji, ko smo bili s sodelavci. Ideja se je že tam začela razvijati. Začela sva jo razvijati z Rokom, ki sva še zdaj partnerja, pa še z enim partnerjem, ki ga ni več z nami. Istočasno so pa 6 partnerjev nas je bilo na začetku, so 3 partnerji začeli razvijati, 2 tudi iz tega podjetja, en iz FMCG industrije. Agencija za dogodke, mi smo bili na digital osredotočeni, oni na dogodke. Potem smo počasi, to je bil bolj, bom rekel, side hustle oziroma hobi takrat, ker smo to radi delali. Zdelo se nam je, da dobro delamo, smo rekli, zakaj ne bi probali. Jaz sem potem šel iz tega podjetja v neko drugo agencijo, še vedno to zraven delu. Potem se pa spomnim v bistvu, da smo dobili en malo večji projekt. Večji projekt je bil takrat par tisoč evrov. In sem jaz tam dal odpoved, ker sem rekel, okej, če ne bom zdaj riskiral, kdaj bom. Živel sem takrat še doma, tako da stroškov praktično nisem imel, oziroma če bi se karkoli zgodilo, bi že zelo hitro našel neko drugo službo. In smo rekli, gremo v to. Najeli smo pisarne tam v ABC Hubu spodaj in smo začeli delati. Potem se je pa zgodilo v bistvu to, da se je tej drugi agenciji, se pravi mojim zdajšnjim partnerjem, zelo začel povečevati obseg in so imeli potrebo tudi po digitalu. Oni so na začetku nas outsourcali, se pravi, smo bili podizvajalci, potem se je pa zgodila neka situacija, ko smo probali neko podjetje rešiti in smo delno rešili, rečemo temu, nekaj klientov. In se je začela ta zgodba, ko smo skupaj v bistvu podjetje odprli. Še vedno sta bila 2 ločeni podjetji, to je bilo leta 2019, mi smo začeli 2018. 3 leta delali skupaj in potem se odločili, vmes je bila še korona, dogodki so šli zelo praktično na nulo. In smo se potem 2022 odločili, da to, bom rekel, zmržemo oziroma damo na skupen imenovalec. Celostna agencija, fokus na kreativi digitalu. Takrat smo bili 4 partnerji, samo še vsak odgovoren za svoje področje. In smo se odločili za Bolt, ker smo nekako hoteli stopiti s to drznostjo. Tako da evo, zdaj je že 4. leto v bistvu
to zgodbo gradimo, iz nje se je par novih podjetij še rodil, tako da... In je bil ta, v bistvu, ko si vzel ta risk oziroma to tveganje za projekt z nekaj tisoč evrov, je zdaj ratal. Obrodil se dave. Tako je obrodil se dave. Pa mogoče zdaj, ker smo tukaj na podjetniški poti, to so kar neki konkretne odločitve, ki jih naredimo recimo tekom našega življenja. Pa me zanima, ponavadi skozi govorimo o teh uspehih, pa smo to dosegli, pa je šlo vse toliko, zdaj pa si omenil sama, so šli dogodki na nič. Pa mogoče zanima zdaj ti neuspehi, ki so se zgodili, pa so vas nekaj naučili, pa mogoče ste zaradi tega tudi pivotirali in ste danes tam, kjer ste. Če mi poveš malo tako, kaj bi mogoče tak neuspeh, ki te mogoče tudi, a pa mogoče osebnostno, recimo spremenil pogled na branžo pa podjetništvo. Teh je kar nekaj, iskreno, vsak teden se en zgodi. Jaz nimam več problema s tem, ker mi je praktično to že naraven proces. Bila je ena situacija, ko smo v bistvu skoraj je šla Bold agencija v bankrot takrat. Mogli smo tudi ogromno lastnih sredstev noter, da smo potem situacijo rešili, neplačila in podobne zadeve. In takrat sem imel jaz zelo probleme sam s sabo, kaj bom jaz naprej, če se to zgodi. Ker enostavno je, prvo kot prvo ti to moškemu zelo na ego pade, če fejlaš. Ne govorim zdaj manjši fejli, tak fejl, ko imaš ti, mi smo imeli v tistem momentu zaposlenih 30 ljudi, se pravi, ti moraš 30 ljudem reči, konc zabave je. In imaš neko označko, dobiš, da si fejlu, da je šlo pač podjetje v bankrot. Druga stvar je, a bi se res še kdaj spravil v podjetništvo, a bi se lotil, imel zaradi tega travme, recimo. Hvala Bogu se nič od tega pol ni zgodilo. Sem se pa to spraševal, ker jaz hodim že zelo dolgo tudi na psihoterapijo, ker mi je to super, ker mi je tudi ta ameriški mindset, ki imajo to v podjetjih, top. Ne rabiš imeti nekih resnih problemov, ampak sproti, da rešuješ ali izzive, ki jih imaš na poslovnem področju, izzive, ki jih imaš v zasebnem življenju, v partnerstvu, karkoli. In praktično sem se tam nekaj mesecev s tem vprašanjem ukvarjal. In zakaj ni nujno, da fejlaš kot podjetnik na splošno, če ti je ena taka zgodba fejla in podobno. A bi zdaj rekel, da mogoče mi v Sloveniji vemo, tukaj je kar dosti zakoreninjeno, da boh ne daj kaj tazga, kar se tiče teh psihoterapij. A bi mogoče bilo dobro, recimo, bi mogoče tudi kakšne podjetniške zgodbe bile drugačne, pa se bi mogoče stvari drugače odpeljale, če bi recimo se člani ali pa direktorji ali pa lastniki ali pa kakorkoli udejstvovali takih zadev oziroma razumeli pozitiven impact, ne glede na poslovno, osebno, kakorkoli. Jaz mislim, da veliko vodij takih podjetij se tega kar poslužuje, vsaj te, kaj jaz poznam, ker praktično vedno rabiš neko objektivno mnenje, ne glede na situacijo ali sam pogovor, kakorkoli. Sigurno v nekih situacijah bi bili drugačni razpleti, pa ne samo to. Včasih, ko si na neko zgodbo vezan, ko si jo od začetka peljal, si preveč čustveno še navezan na to. To je bil tudi v tej situaciji, recimo, problem oziroma težava. In se moraš v tistem momentu ti distancirati od tega in pogledati, kolikor lahko objektivno. Ker vseeno v poslu neke odločitve na podlagi čustev sprejemati ni dobro. Zdaj pa bi se od podjetništva rad malo odmaknil zdaj prav v marketing. Pa bi mogoče, katero platformo ste potem najbolj specializirali, recimo v Bold Grupu, kar se tiče digitala? Mi smo se zelo kmalu TikToka dotaknili. Mogoče malo prehmalo takrat za Slovenijo. Smo tudi potem mislim, da je bilo to v času korone, je bilo 2020, pa nisem siguren zdaj. V Sloveniji so se pa zametki po mojem letu ali pa 2 kasneje začeli tako resne, da so šle blagovne znamke tudi na TikTok testirati in podobno. Tako da smo potem tudi skupaj z Didi Studiosom oziroma Dunking Devilsi tudi na ekonomski recimo začeli organizirati izobraževanja. Nismo se pa želeli samo v to usmeriti, ker smo vedeli, da vseeno Slovenija ali pa regija, če gledam, je premajhna, da bi agencija samo na tem slonela. Se pravi, še vedno
smo bili fokusirani na celoten digital, ampak zelo močno podporo kreative. Mi imamo vseeno zelo močen dizajn oddelek, imamo 5 dizajnerjev in je ta kreativni del naš zelo močen in želimo na tem tudi delati za naprej, tudi v povezavi z AI-jem recimo. Zdaj pa jaz kot čisti lajka, v bistvu me zanima, kako bi komentiral to, si, da se dosti hitro te platforme spreminjajo, en druge kopirajo, adaptirajo nove stvari, konstantno prihajajo, da zdaj tudi vpliv, se pravi implementacija umetne inteligence. Kako v bistvu, če si delal recimo 2 leti dober posel, si naštudiral eno stvar, potem se pa čez noč obrne. Kak je v bistvu ta nek, bi rekel, range oziroma neka v podjetništvu zdaj v takem primeru, lahko oceniš, kaj bom jaz zdelal, kak je v bistvu, koliko postaji strategijo naprej. Ne moreš. Ne moreš. Jaz, ki izhajam iz digitala, je meni to že malo naravno, v bistvu, da se tako hitro platforme menjajo oziroma se zamenja algoritem, pride neka nova. Zdaj smo recimo smo bili priča, ko bi lahko TikTok umaknili iz Amerike. Hvala Bogu se to ni zgodilo, ampak če bi se zgodilo, so že bili zametki novih platform in podobno bi enostavno tudi uporabniki se prestavili na drugo platformo, z njimi tudi nekatere blagovne znamke, odvisno zdaj, kjer trg ti je pomembnejši. Drugače pa meni se to zdi zelo naravna stvar. Strategije postavljati v digitalu recimo za več kot 1 leto naprej je že praktično nemogoče. Tebi se lahko spremeni ena platforma v roku leta v tako smer, da boš mogel pivotirati čist za 180 pa čisto v drugo stran. Recimo primer je bil Facebook, ko je Temu vstopil na evropski trg, ko so s takim budžetom, ki so ga oni vlagali v oglase, dobesedno izrinili tudi slovenska podjetja, vsa, ki so se ukvarjala s spletno prodajo, ker ne moreš konkurirati njim, ker take denarje noter dajo, take vsote denarja, da enostavno ali se prilagodiš, pivotiraš v drugo smer, ali pa si rečeš, to je to. Te 3 opcije praktično imaš. Verjetno bo še kdo od mladih zdaj tudi imel idejo, da bi imel svojo marketinško agencijo. Zdaj pa mogoče nasveti s tvoje strani ali pa tvoj pogled, koliko nišno se usmerimo v neko stvar, pa koliko široko postavljamo recimo podjetje, da ni preširoko. Jaz bi tukaj rekel, da je odvisno tudi od samega tržišča, ki ga ciljaš, ne. Zdaj v Sloveniji se zelo nišno usmeriti, mislim, da nismo dovolj velik trg, da bi lahko, če si freelancer, v redu, če želiš imeti ekipo 5-10 ljudi, pomeni, da moraš tudi toliko posla imeti, ker mislim, da smo premajhen trg, tudi če regijo vzamem, da bi se nekdo res nišno usmeril. Recimo, če vzamem za primer, da bi se jaz v Sloveniji samo za LinkedIn usmeril kot agencija, mislim, da nimam dovolj, tudi kupna moč ni taka, kakor v tujini recimo. Lahko pa rečem, da razvijam osebne znamke v naši regiji. Tukaj mislim, da bi imel že dovolj velik bazen potencialnih naročnikov in potem lahko za njih delam od podcasta, lahko za njih delam LinkedIn, vse ostale kanale, digitalne produkte recimo, se pravi, se specializiraš za ta del, ne. Za Slovenijo preveč nišno pa mislim, da smo vsem premajhni. Zdaj pa omenil si osebno, kaj bi še dodal? Dodal bi samo to, kar je pa dobro pri digitalu, da ne rabiš ciljati samo Slovenije, tako da. Smo odprti. Ja. Zdaj pa omenil si osebno blagovno znamko, pa bi mogoče iz tega pa tudi navezal na blagovno znamko. Zdaj, aspekti grajenja osebne znamke, osebne blagovne znamke, kakorkoli rečeva, pa aspekti grajenja blagovne znamke kot podjetja. Razlike, koliko je to recimo nek podoben, ali je to kaj podobnega, lahko podobne stvari uporabljamo za to, ali je to čist različna pola? Nista različna pola. Jaz mislim, da nekdo, ki ima močno osebno znamko, lahko lažje zgradi znamko podjetja tudi. Mislim pa, da če bo imelo podjetje prepoznavanega ustanovitelja, direktorja, nikoli ne bo na taki rezini oziroma višini, kot je
ustanovitelj sam. Zakaj? Zato, ker še vedno ljudje delamo posel z ljudmi. Se pravi, ti zaupaš človeku, ki ga imaš nasprot, se pravi, človeku znotraj tega podjetja, ne pa podjetju kot entiteti sami. In tudi osnova, vedno pravim, da osnova vsakega odnosa, ali je to poslovni, ali je to zasebni, prijateljski, romantičen, kakorkoli, so 3 elementi. Se pravi, so zaupanje, iskrenost, pa spoštovanje. In vse to, kar povezuje element, je komunikacija. Se pravi, zaupanje je tista stvar, ki jo moramo mi dobiti od potencialnih naročnikov, partnerjev, kogarkoli že, da se bojo odločili delati z nami oziroma da sploh na sestanek pridemo k njim ali v stik. In to zaupanje najlažje zgradimo skozi neko osebo oziroma jaz skozi sebe do direktorja nekega podjetja, ki ga jaz želim nagovoriti oziroma z njim sodelovati. Ampak pa mi to v Sloveniji razumemo, ta gradnjo osebne blagovne znamke kot iz tega vidika potencial, v bistvu gledam še sem tisto, to pa zdaj spet nek nov influencer. Zdaj bo pa spet nekdo gradi zato, da bo imel korist od nečesa in bo, to me zanima, ker dostikrat opažam oziroma slišim to, da se na ta način pogovarja. Ja, malo smo še vedno ozko glede, pa ne samo Slovenija, bolj južno, ko greš, v bistvu taka miselnost. Jaz mislim, da vedno bolj se zavedamo tega, vedno več ljudi se s tem ukvarja oziroma poskuša zgraditi svojo znamko, ne samo tistih, ki imajo svoje podjetje, ampak tudi vedno več delodajalcev spodbuja zaposlene, da gradijo svojo znamko. Kar se mi zdi zelo pametno. Ti v nobenem primeru ne moreš garantirati oziroma vedeti, da bo ta oseba zavedno pri tebi. Tudi je nemogoče to pričakovati, ker nekak cikel je 3 do 5 let v nekem podjetju. Smo mlajše generacije, mislim, da še manj. Jaz sem mogoče tista generacija, kjer smo 3 do 5 let, pa že to je veliko manj, kot recimo ena generacija starejši, naši starši, ki so bili po celo življenje praktično v enem podjetju. In če kaj lahko podjetje da zaposlenemu, je to, da ga spodbuja, da gradi svojo znamko, ker v času, ko je on v njihovem podjetju, bo s tem raslo tudi podjetje. Ko bo pa šel iz tega podjetja, mu bo pa ta svoja njegova osebna znamka pomagala, da bo ali lažje zgradil novo podjetje, ali dobil boljšo pozicijo. Konec koncev tudi headhunterji so prisotni na LinkedInu in je to tudi priložnost za koga, ki išče mogoče izzive v tujini, kakšno priložnost v tujini in podobno. Kako pa se tega lotimo? Kaj je tisti prvi korak za, recimo zdaj, če gremo načrtno graditi neko osebno blagovno znamko, ali je boljši pristop ta, da pač smo pridni, se ne posvečamo preveč temu in pač to naravno, sočasno gradimo? Premalo imamo časa, da bi zdaj šli čez vse. Najprej mislim, da je treba vedeti, kaj v bistvu kot specialist, v čem se mi želimo pozicionirati. Zbrati si neko nišo. Vedno jaz vprašam ljudi, s katerimi delamo, v čem si res dober, o čem lahko predavaš vsaj 1 uro brez prekinitev, pa zakaj bi te ljudje plačali, te 3 stvari. In tam, kjer ko imamo ponavadi delavnico in si ljudje pišejo noter, tam, kjer se vse 3 prekrivajo, to je tvoja niša oziroma tega se najprej loti. Ne rabi to ena niša, ljudje imajo tudi 3 do 5. Zelo dobro poznati svojo ciljno skupino buyer persone, se pravi, komu komuniciraš, zato da lahko prilagodiš samo vsebino, ki jo objavljaš, njim, ne da je ta vsebina samo o tebi, ampak da svoje izkušnje, svoje znanje prilagodiš na to, kako bi pa tudi oni lahko, ker s tem lažje zgradiš zaupanje in jih dobiš na svojo stran. In tretja stvar, iti na pravilen kanal, kjer je ta tvoja publika. Zato je tudi zelo pomembno definirati. Če jaz recimo delam v B2B marketingu, vem, da so moji ljudje večinoma na LinkedInu. To ne pomeni, da niso na ostalih, ampak to je platforma, ki bom največ časa posvetil in bom najprej tisto zgradil, potem bom šel vse ostale prkljapljati. Če jaz recimo targetiram
kakšne coache, kakšne končne kupce, bom šel na TikTok, Instagram. Zelo je odvisno, na katerem kanalu kaj delamo, ker je tudi komunikacija na vsakem kanalu malo drugačna oziroma prilagojena. Je pa res, recimo, da tudi LinkedIn je šel, trenutno gre tudi skozi eno veliko transformacijo, ogromno novih funkcij, algoritem se je popolnoma zamenjal in postaja, jaz bi rekel, včasih je bila to res profesionalna platforma, tudi način komunikacije je bil zelo profesionalen. Zdaj se mi zdi, da je malo mešanica Instagrama pa starega LinkedIna. Še vedno je profesionalen, ampak zelo oseben je ratal na tej osebni ravni, kar je meni po pravici mi bolj ustreza. In gre tudi v smer TikToka, ne? Vse platforme grejo, se pravi video first, kar LinkedIn sicer še ni, ampak zelo poriva naprej, se pravi video vsebino in podobno. Se pravi, je bolj pomembno, da smo vseeno kot iz tega vidika prisotni na vseh platformah, pa nekako sorazmerno, smiselno gradimo in se osredotočimo na tisto, v bistvu, kjer so naši potencialni kupci, stranke. Kjer so naše potencialne stranke in katera platforma nam najbolj deluje praktično. Lahko od začetka stestiramo več, čeprav jaz bi se raje na začetku fokusiral na eno platformo, res tisto izkoristil do maksimuma, pa potem preklapljal še ostale. Omenil si že B2B, ne? Zdaj trenutno tvoje podjetje Grow se v bistvu točno s tem segmentom ukvarja. Pa me zanima, v bistvu, kaj počnete, kako je prišla ideja za to podjetje, to je prišlo iz Bolt Groupa, ko si omenil, in pa v bistvu, da imamo več povedati o tem samem segmentu B2B, kako tukaj posel poteka, kako se tukaj gradijo blagovne znamke. Tako. V bistvu ideja prišla še v Bolt Groupu, ko smo imeli vedno več povpraševanja po teh storitvah. Praktično nismo imeli pa ekipe, ki bi v celoti lahko ta proces podprla. Potem smo se odločili leta 2023, da bomo dejansko stopili v to, še kot Bolt Group. Fokus je bil pa pri nas že od začetka na prodaji, se pravi z marketinškimi pristopi tudi in s prodajnimi, ampak fokus je na prodaji. Mi podjetjem pripeljamo kontakte oziroma sestanke, se pravi, kar morajo oni še narediti, je, da jih zaključijo. To delamo na zelo veliko načinov, pa mogoče ne bi šel zdaj preveč v podrobnosti. Mi smo se potem odločili, ker smo videli, da dejansko sploh v regiji še je obstajalo zelo malo podjetij oziroma so bila ali fokusirana nišno ali pa niso celotnega suporta nudila, smo ločili podjetje v začetku lanskega leta, tako da zdaj večinoma tudi, ko sva prej govorila o pivotiranju, ne, recimo, mi smo na začetku imeli zelo širok spekter storitev. Kar se je zgodilo, mi že tretjič zdaj pivotiramo, se pravi, v lanskem letu smo našli neke 3 stebre, kjer dobro delamo, potem smo našli tudi glavne industrije. Mi večinoma delamo v gambling industriji, tam smo se zelo dobro pozicionirali. Delamo za proizvodna podjetja, se pravi, proizvodna podjetja dostikrat nimajo zadostne podpore marketinga, hodijo pa na ogromno sejmov, veliko podjetij tudi še CRM-ja nima, recimo. In delamo za software podjetja, se pravi 3 glavne niše. Na začetku tega nismo vedeli, se pravi, smo šli zelo široko, da smo se spoznali s trgom, smo videli, s kom se najlažje povežemo, pa komu res lahko ponudimo to znanje, ki ga imamo. Potem smo tudi storitve v neke 3 glavne določili, delamo sejme, delamo lead generation, pa se pravi organizacijo sestankov, pa LinkedIn nam je glavna platforma oziroma razvoj osebnih znamk tudi. In zdaj smo na tem fokusirani. In trenutno pivotiramo še v eno smer, ki sicer še ne bi povedal, ampak ne bo vse na storitvah bazirano. Se pravi, ogromno, ki si me vprašal na začetku, kaj smo se naučili na Boldu, zaradi tega mogoče je to podjetje tudi bolj skalabilno in se izognemo določenim težavam, skozi katere smo šli na Boldu, ker ne greš tja, ker veš, da
se ne bo dobro končalo oziroma bo fail, ne? In se avtomatično temu izogneš. Na podlagi nekih izkušenj imate zdaj že Tako. v bistvu ta pozicioniranje in pa v bistvu pogled, kaj v bistvu lahko dosežete, dosti boljši oziroma dosti bolj opremljiv. Zdaj pa, a ne B2B, omenil si, da nekatera podjetja, sploh proizvodnja, je problem CRM, v veliko podjetja hodijo na sejme, niso tako prepoznavni na digitalu. Kaj pa so tisti prvi koraki oziroma, da sploh pride podjetje do zavedanja, da danes pa rabimo mi graditi blagovno znamko, ker tako nas bojo prepoznali, ni več v bistvu toliko, kakor je bilo včasih, a ne? Dosti imam izkušenj s podjetji, recimo zdaj, ko je bila avtomobilska industrija v zatonu, podjetja, ki delajo kakšen plastičen element, zelo majhen znotraj avtomobila, ki sploh ne veš, da obstaja, pa jih proizvajajo za Volkswagen koncerne in podobne. Se znajdejo potem v situaciji, ko gre ta industrija v zaton oziroma vertikala in zdaj ne vejo, kam bi se usmerili. Tukaj recimo se soočajo prvič s tem, da bi bilo dobro graditi samo znamko podjetja, hkrati pa se ne biti preveč odvisen od samo ene vertikale oziroma več. Recimo, če ti delaš plastične elemente za sedež v avtu, potem lahko narediš tudi nek element za gospodinjske aparate, recimo kavne avtomate. Se pravi, čim več teh vertikal različnih si najdeti. V takih situacijah, se pravi, največkrat podjetja pridejo do takega spoznanja. Pri proizvodnih podjetjih mogoče je največji izziv, ker so to dostikrat družinska podjetja. In niti ne želijo, dokler ne pride do neke prodaje kakšnemu večjemu koncernu, skupini, preveč širiti same prodaje blagovne znamke, ker je to dovolj. Tukaj še ena specifika, da so zelo omejeni s proizvodnjo, se pravi, ti ne moreš v nedogled prodajati, širiti mrežo, širiti trge, če zadaj nimaš kapacitet. To je bistveno lažje recimo pri kakšnih software podjetjih, kjer si ti omejen s številom ljudi, ki jih praktično lahko na trgu dobiš, ne. Je pa se tudi še drugi aspekt tukaj, smo zdaj na B2B-ju in pa mogoče ta prepoznavanje pol bodočih zaposlenih, pa mladi, ki bi se radi vključili, je mogoče tudi pomembno, a ne, iz vidika, da ima podjetje dobro blagovno znamko postavljeno, ker potem tudi nekako sugestira oziroma predstavlja, da je to dobro podjetje za zaposlitev. Zdaj pa tukaj mislim, da na podjetje v Sloveniji to kar zelo dobro razumejo, enih pa mislim, da ni, ne, pa so dobra podjetja. Ja. Ja, ta employer branding stran je zelo pomembna. Sploh, ko podjetje pride do, bom rekel, neke velikosti, ko kadra, ki ga oni rabijo, pa sploh, če je to v kakšnem lokalnem okolju, še ni več na trgu. Mi smo imeli konkreten izziv podjetja iz Niša, iz gambling industrije, kjer je v bistvu, mislim, da največje podjetje v Nišu, zaposluje 300 programerjev že, imajo že težavo dobiti te programerje. In potem, kako zgraditi dovolj močno znamko podjetja, da bojo oni dobili programerje že direktno po diplomi. Se pravi, potem so šli v partnerstvo s fakultetami, imajo predavanja tam, so sponzorji, ponujajo prakse. Na tak način, če se zdaj nazaj vrneva, oni začnejo graditi neke vrste zaupanje teh študentov, ker kot programer, kot študent, ki danes znaš upravljati z umetno inteligenco, moramo vedeti, da imaš zelo veliko možnosti na svetovnem trgu, če se pravilno pozicioniraš, če znaš najti pravo priložnost in da nekdo potem ostane v nišu, ki razen parih podjetjih res nima, bom rekel, neke svetle prihodnosti za kariero nekoga, ki ni vezan prav na to domače mesto, se moraš res dobro tam pozicionirati. Tako da v takih primerih sama znamka, employer branding, kultura podjetja pridejo v poštev sigurno. Pa si tukaj recimo podjetja v bistvu pomagajo večinoma z outsourcingom, se pravi, da neke agencije postavljajo ta employer branding, v bistvu začnejo neki sami delati. Kaj je boljše? Verjetno, da outsourca znanje, ne? Mislim, da je tle malo deljeno. Neki podjetji
odvisno tudi od velikosti. Neki podjetji nimajo svojih HR oddelkov oziroma imajo samo vodjo, ker dostikrat to HR oddelek prevzame. Neka podjetja imajo to zelo dobro urejeno znotraj podjetja, nekateri pa že v celoti tudi, se pravi headhunting, pridobivanje novih zaposlenih v celoti outsourcajo. Tako da to je čisto na strani podjetja. Mislim, da tudi povezano s kadrovsko omejitvijo na njihovi strani. Zdaj pa če bi se proti koncu najnega pogovora še odmaknila, recimo, kaj so neki trendi, ki se bodo zgodili v marketingu, če bi si upal napovedati, mogoče kakšni veliki preboji, kakšne take stvari, ki zna zamajati, karkoli iz vidika digitala. Jaz mislim, da kakšna stvar, da bi res zamajala, jo ne bo. So pa stvari, ki so v razvoju ali pa o katerih govorimo že par let, bo še hitreje bojo napredovala. AI sigurno ostaja, zdaj vidimo, da gre že zadnjič sem videl, pa mislim, da je Google predstavil, pa nisem zdaj siguren, da me ne bo kdo, je bil Adobe. So naredili z pomočjo umetne inteligence praktično celotno modno revijo, ki izgleda, kot da si tam. Se pravi, tekst to video, video to video, ta tehnologija bo šla tekst to tekst. Je zelo napredovala, ker res vidim tudi pri nas, ker jo res uporabljamo na dnevni bazi za maile, za praktično vse. To video sigurno v marketingu, LinkedIn se res v to smer razvija. Gre zdajle čez ogromno, res veliko transformacijo. Osebne znamke, mislim, da jih bo vedno več, tudi zaposleni znotraj podjetij bodo vedno več gradile na temu. In jaz mislim, da v marketingu se ne bo več iskal specialistov na posameznem področju toliko, kakor pa sem že opazil, nekatera podjetja to že delajo, kakor pa nekoga, ki zna zelo dobro upravljati z umetno inteligenco, jo razume, ki bo lahko potem opravljal delo, se pravi, oziroma rezultat bo email marketing, bodo oglasi in podobne zadeve. Se pravi, ena oseba, ne upam si tega trditi, mislim pa, da gre v to smer, da bo ena oseba s pomočjo AI-ja mogoče prevzela delo 2-3 oseb. Ok, zanimivo. To se zna kar spremeniti mogoče, da ne bo toliko nišno usmerjenih specialistov več potrebnih. Zdaj pa še za konec ena zaključna misel, s katero bi zaključil najin pogovor, pa mogoče lahko vezano, zdaj smo na ekonomski fakulteti, na študente, na ljudi, ki v bistvu imajo tukaj zdaj idejo, da bodo, ne vem, ustvarjali lastno podjetništvo. Kaj bi v bistvu jim rekel? Jaz bi svetoval, da čim prej začnite pridobivati izkušnje, čim prej začnite graditi mrežo istomislečih ljudi, včlanite se v kakšne organizacije, podjetniške klube, ki spodbujajo to, pa čim prej stestirajte svojo idejo, ne se bati, da fejlate. Danes lahko praktično v enem dnevu postavite, če nimate fizičnega produkta, spletno stran in vse stestirajte, poglejte, če je potreba na trgu, pa potem od tam naprej. Aljaž, super zaključna misel, najlepša ti hvala še enkrat, ker si se udeležil na pogovor v Alumni Connect podcast. Hvala.